Dober večer, gospa Vida Znoj, generalna direktorica Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo, varstvo rastlin. Spoštovani. Inšpektori so konec lanskega avgusta v satju čebelarstva z območja Bele krajine odkrili snovi, ki v ekološkem čebelarjenju niso dovoljene. Da torej med ni ekološki. 5. decembra so mu zato odvzeli ekološki certifikat za med. Do sredine januarja, ko je o tem pisal eden od časopisov, javnost o tem ni vedela nič. Zakaj? Ja, dober večer, hvala za vabilo. Najprej malo za pojasnilo. Konec avgusta je Uprava za varno hrano v okviru inšpekcijskega nadzora pri čebelarju na območju Bele krajine izvedla nadzor glede uporabe zdravil pri čebelarstvu. V okviru tega nadzora so bili odvzeti tudi iz 2 čebelnjakov 2 vzorca satja z medom, kjer so bile poslane na preiskavo. Po prejetju rezultatov preiskav z akreditirano metodo smo v septembru bili seznanjeni, da imamo v satju aktivne učinkovite, ki so sicer dovoljene v konvencionalnem čebelarstvu, ne pa v ekološkem. Smo v oktobru v bistvu izvedli nadzor pri samem čebelarju na sedežu, to se pravi tam, kjer ima skladišče, in to se pravi na 2 lokacijah. Čeprav razumem, moramo skočiti. Ugotovili te sestavine so škodljive zdravju ali ne? Ne, v medu ni bilo zaznano, bilo je pa v satju. No in potem v okviru inšpekcijskega nadzora v oktobru se je preverjalo tudi skupaj z certifikacijskim organom izpolnjevanje zahtev glede ekološke zakonodaje. V tistem času je bilo takoj tudi zadržanih 3000 kg medu in Uprava za varno hrano je odvzela dodatne vzorce medu z namerom, da se preverja skladnost tega medu in ali obstaja tveganje za potrošnike. Dobro. Po prejetju analiz so rezultati analiz pokazali, da ta med ne predstavlja tveganje za potrošnika. Ne glede na to pa je treba jasno povedati, da je bil med zadržan že v oktobru oziroma v začetku oktobra. Ves, ki je bil na voljo v skladišču. V okviru tega potem je certifikacijski organ peljal svoj postopek. Dobro. In potem je bil v decembru tudi odvzet sam certifikat za oznako eko dotičnemu čebelarju. V nadaljevanju smo v okviru inšpekcijskega postopka se odločili, da se odločimo za hišno preiskavo, in v okviru hišne preiskave smo bili seznanjeni oziroma ugotovljena nova dejstva, na podlagi katerih smo pa ugotovili, da bi šlo lahko za goljufije širših razsežnosti, zato smo tudi vključili organe pregona. Dobro. Zakaj smo zdaj potrošniki, državljani to izvedeli iz medijev? Zato sem vas vprašal, ali je bilo to škodljivo za zdravje? Ja. To je prva stvar. Pa kljub vsemu smo mediji tisti, ki vrtamo, brskamo, ali ste dolžni o tem obveščati javnost kot urad, ki ščiti potrošnika ali ne? Uprava je dolžna obveščati potrošnika o vseh neskladnih in nevarnih izdelkih. To obvešča tudi redno preko spletnega mesta, neskladni in nevarni izdelki. In tukaj v tem primeru nismo to v bistvu ugotovili. Dejstvo pa je, da kljub temu, da je bilo medu odvzeto certifikat ekološko, je bil ta med zadržan. In zato tudi ni v bistvu od oktobra se bil na tržišču. Ne, v bistvu ga ni bilo na tržišču. Zato smo ves med zadržali in v bistvu inšpekcijski postopek v zvezi s tem še vedno teče. In v tem primeru se potem, glede na to, da ni bil na tržišču, ga nismo tudi v bistvu o tem obvestili na svojem spletnem mestu. Razumem. Torej, potrošniki ves ta čas, zdaj prva stvar se je zgodila avgusta, potem omenjate oktober, december in tako naprej, te datume, ki so seveda pomembni, ampak smo potrošniki ves ta čas torej jedli ekološki med. Čebelarstvu so ekološki certifikat 5. decembra vzeli. Smo torej jedli ekološki med, ki ni bil več ekološki, zato ker ni bil pravilno certificiran. Konec koncev je 30% dražji, če ima to znamko v povprečju. Da še enkrat omenim, oktobra smo zadržali ves med, kakor je bila pri omenjenem čebelarju na voljo. Tako in da v bistvu ni šel na trg ta med in je bil tudi uradno zapečatan. To se pravi, in potem je potrebno, da je vmes sam postopek za ugotavljanje, ali izpolnjuje zahteve glede
standardov za ekološko zakonodajo in potem je bil naknadno potem odvzet. A ste vi kot vaša uprava, urad vzame ekološki certifikat oziroma zakaj je trajalo do 5. decembra? Ne odvzamemo, mi smo ugotovili o rezultatih, smo sam certifikacijski organ in potem je v bistvu certifikacijski organ preverja, ali izvajalec dejavnosti izpolnjuje zahteve glede ekološke zakonodaje. Zdaj, da ne mečemo v isti koš vse čebelarje. Mnogi se trudijo, morda celo večina, verjetno večina, srčno upam, da vsi upošteva predpise in tako naprej, ampak potem pa pridemo zdaj na zadnjo zgodbo in v izjavi za javnost ste navedli, da je uprava, bom citiral, navajam, v okviru hišne preiskave januarja 2025 ugotovila nova dejstva, na podlagi katerih je bil postavljen sum goljufive prakse večjih razsežnosti. Sprašujem vas, kaj to pomeni večjih razsežnosti? A to pomeni pri enem čebelarju ali več čebelarjih ali pri enem čebelarju več različnih stvari? V tem delu v bistvu vam ne bi želela odgovoriti, pa ne zato, ker bi hotela kaj skrivati, ampak gre zaradi samega interesa preiskave in uspešnega epiloga na zaključka te preiskave. Bi pa rada nekaj drugega poudarila, da v letošnjem letu smo izvajali, mi delamo redne kontrole medu na trgu in v letošnjem letu smo preverjali okoli 30 vzorcev medu, od tega je bilo 12 poreklo Slovenija, kjer glede kakovosti in samih potvorb. 3 vzorci so bili neskladni, te so bili tudi objavljeni na našem spletnem mestu in vsi 3 niso bili slovenskega porekla, ampak imamo v enem primeru je bilo med poreklo EU in 2 mešanica EU in ne EU. Tako da tukaj težko zaključujemo, da gre za prakso, ki je širše razširjena oziroma da ostali slovenski čebelarji ne delujejo skladno. Verjamemo, da večina čebelarjev deluje skladno z zakonodajo. Dobro. Kje je zdaj tiste 3 tone medu? 3 tone so uničene, izvajalec dejavnosti jih je uničil, brez naše vednosti in bomo ustrezno postopali tudi v tem konkretnem primeru. Dobro, postavi se mi logično vprašanje, če ste prepričani, da ga je uničil? Je predložil dokazilo. Bomo pa v okviru inšpekcijskega postopka se bo to preverjalo. Hvala lepa za vaša pojasnila. Skratka, jedli smo zdrav med. To je pomembno, da povemo. Zaenkrat moram reči, da nič ne kaže na to, da bi bilo z medom, ki je bil dan na trg, tveganje za potrošnika s stališča zdravja. Hvala lepa za vaše odgovore in pojasnila.